Res je, iz celjskih šol, vse celjske šole pošiljamo v pravljično deželo, omogočamo obisk pravljične dežele prav zaradi tega, da lahko res vsi otroci doživijo nekaj tega pravljičnega prav v pravljični deželi, da se posladkajo v pravljični deželi, predvsem pa, da doživijo to pozitivno zgodbo, kajti v teh časih vse družine tega žal svojim otrokom doma ne omogočajo, da bi doživeli nekaj lepega, in to se mi zdi, da je to ključni namen. In da bo vseh več kot 1000 otrok doživelo res nekaj izjemnega tudi za praznike in da jih vsaj za en trenutek dejansko popeljamo v ta prelep pravljični svet. Šole smo zelo vpete, namreč na eni strani torej so vabljeni kot pravljični junaki, da se lahko odločijo za pravzaprav pripravo za pravljične junake, na drugi strani tudi sooblikujemo nastope, tako da čisto vse šole letos sodelujemo tudi na odru, kjer lahko predstavijo svojo ustvarjalnost, kjer lahko tudi iz tega vidika podoživijo, in pa seveda tudi v popoldanskem času otroci povabijo svoje starše, tudi v mesto Celje, da tudi staršem predstavijo, kje so ustvarjalni in kako pravzaprav mesto živi, tako da se mi zdi, da otroci opravijo na tako izjemno poslanstvo v tem, predvsem pa jim želimo omogočiti, da doživijo mesto in da vedo, da so lahko oni sooblikovalci življenja v mestu in jih to pravzaprav pripravljamo tudi za prihodnost. Res je, v Celju pravljična dežela živi že 15 let in pa predvsem to predstavlja to izjemno tradicijo, da ustvarjamo gledališko predstavo na prostem. Veliko slovenskih krajev je želelo posnemati in so tudi postavljali približek naši pravljični deželi, ampak jim ni uspelo. Uspelo jim ni pa tudi ne zaradi tega, ker je res prvič za samo pripravo pravljičnih junakov je potrebno eno daljše obdobje in to izjemno kvalitetno priprava. Potem seveda tudi je treba vzdrževati teh 21 dni letos, da ti mladi dejansko in pravljični junaki to vzdržijo. To je potrebna ena posebna energija in seveda vsi tisti, ki v ozadju tudi pomagamo soustvarjati, pomeni, da moraš imeti ogromno entuziazma, ogromno energije, predvsem pa verjeti to, da se tudi brez velikih sredstev da narediti nekaj velikega, in mislim, da to dokazujemo ravno 115-letno tradicijo. Da vsi ostali omagajo, pa pričakujejo tudi finančni povratek. Tega pa tukaj ni. Naša pravljična dežela seveda je sofinancirana za tisto osnovno postavitev, vse ostalo je pa stvar nas, ki tukaj delamo za svojo lastno prostovoljno dejavnostjo, pa predvsem res za ogromno energije in pa odnosa do mesta.